Danes se s pomočjo e-roaminga odpravimo na prvomajski izlet čez mejo. Potem s športno Alpino po zelo dolgem času obudimo prav posebne vozniške občutke, ki jih lahko ponudi zgolj sredinsko nameščen motor. No, spoznamo pa še Lexusa NX, Renaulta Megana in Škodo Karoq. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Če bi naredili pregled vsebine preteklega leta, bi hitro ugotovili, da smo se v vsaki oddaji na tak ali drugačen način dotaknili električnih avtomobilov. Prevečkrat bi rekel marsikdo izmed vas, ampak elektrika je v preteklih sezonah bila neka novost, ki je bilo potrebno dati nekaj priložnosti, da se dokaže. Plus to, da elektromobilnost prihaja oziroma, če že ni, še bo del vaše vozne flote. Pri tej odločitvi pa vam poskušamo z našimi testi električnih avtomobilov kar najbolj nazorno pokazati njihove pluse in šibke točke, da bi lahko ugotovili, ali ste že zreli za preklop na elektriko. Če samo omeniva nekaj slabosti, ena je definitivno to, da poraba varira veliko bolj, kot smo vajeni pri bencinskih in dizelskih motorjih, odvisno tudi od temperature okolja in seveda teže voznikove noge. Podobno je s polnjenjem energije, posode goriva ali baterij. Čas polnjenja pri baterijah zelo varira, čas polnjenja pri gorivu je vselej enak. Cena pa danes varira tako pri enih kot pri drugih. No, in ko si ravno pri ceni, za polnjenje potrebuješ, vsaj tako se zdi, za vsako polnilno postajo svojo kartico oziroma svojo sklenjeno pogodbo z dobaviteljem energije. In ravno o tem smo se spraševali v današnji zgodbi, in sicer kako je, če se še spomnite, bilo pri telefonih, ko smo včasih šli v tujino in izklapljali podatke, no in kako bi danes lahko polnili oziroma potovali le z eno kartico za ponudnika oziroma za polnjenje naših električnih avtomobilov. Pri naših mobilnih telefonih nas pravzaprav sploh ne zanima več, na katero omrežje se priklopi naš telefon, katere kable, katere centrale prenašajo naš telefonski pogovor. Enako je tudi, ko gremo v tujino. Katero omrežje uporabljamo, nas praktično ne zanima več. Zakaj? Zato, ker na mesec plačamo enako, pavšalno. Storitve med seboj preračunajo, obračunajo kar operaterji sami, po pravilih, ki jih je določila Evropska komisija. Pri javnih električnih polnilnicah smo še zelo daleč, ampak gremo v to smer. Smo na prelomni točki, kajti po novem lahko z eno takšno kartico, recimo MUN, Petrol ali pa gremo na elektriko, pretakamo energijo na kateri koli električni polnilnici, naj bo to od MUN-a, Petrola, gremo na elektriko, vse delamo lahko s katero koli od teh kartic. Sistemi teh polnilnic so torej prijateljski, povezani, ampak točno tam, kjer bi želeli biti, pa vendarle še vedno nismo. Poglejmo, zakaj. Vsi stremimo k temu, da bi v letu, dve ponudimo neke pakete, kjer se zavežeš za mesečno nadomestilo in dejansko se potem vključuje toliko pa toliko kilovatnih ur, tolikokrat na mesec na hitri, počasni polnilnici in dejansko potem se optimizirajo stroški za same stranke. Ne mi zameriti, mogoče sem res malo neočakan. Zakaj leto ali dve tega čakanja? Prvo so pogodbe, prvo so dogovori med samimi operaterji, mogoče pridejo tudi kmalu strani Evropske unije kakšna nova pravila igre, katere si jih bomo mogli operaterji tudi seveda v prihodnosti jih upoštevati. In pa seveda, da imamo dovolj veliko število strank, uporabnikov, ki to na dnevni bazi tudi uporabljajo in se potem dejansko tudi vsem nam to splača na koncu. Ker poslovno gledano po 7 letih se zadeva mora odplačati. Ne moramo delati z izgubo, mora pač zadeva na koncu pod črto biti pozitivna. Saj niste preslišali tistega, da bo Evropska komisija morda postregla z novimi pravili. No, naj poudarim, da smo pionirski uporabniki elektromobilnosti imeli nemalo težav prav zaradi tega, ker nismo pri teh sistemih imeli nekih pravil igre. Na elektromobilnost smo v tej pionirski fazi gledali preveč romantično, ne pa kot na resen posel. Če pogledamo v prihodnost, kam nas vse skupaj pelje? Kar se tehnološko tiče, je blockchain tehnologija prihodnosti, kjer imamo potrjevanje pogodb, imamo varnost, imamo stabilnost delovanja, hitrost seveda tudi. Ko priključiš vozilo, se vozilo avtomatično poveže z zalednim sistemom in obračuna tvojo polnitev. Vsekakor
si želimo v prihodnosti to vezati na neko mesečno najemnino, da imaš nek stabilni strošek mesečni za to storitev. Koliko daleč smo od tega? Upam si reči, vsaj 1 leto ali več. V vodo smo torej skočili brez rokavčkov oziroma brez plavalnih veščin. Ampak, ko že omenjamo vodo, preverili smo, kako v praksi slovenski ponudniki gostujejo na hrvaških obmorskih električnih polnilnicah. Verjetno nam ne boste prav nič zamerili, če malce posplošimo, da se tisti, ki se na hrvaške ceste odpravimo s slovenskimi registrskimi označbami, tam počutimo povsem domače. Takšna pot ne zahteva popolnoma nobene predpriprave, le dokument mora biti v žepu. No, tokrat pa smo na poti z električnim avtomobilom. Ampak tudi na to pot se nismo nič kaj posebej pripravljali. Opremljeni smo namreč s takšno kartico, ki naj bi omogočala, da nam vožnja na elektriko na tej poti ne bo predstavljala dodatnih bolečin. Ker teh si na takšnem izletu pa res ne želimo. Prvi cilj dneva je Reka in v aplikaciji sem hitro našel javno polnilnico pri enem izmed nakupovalnih centrov. No, tokrat ne bomo preveč govorili o dosegu električnih vozil in ta Cupra v resnici tukaj postanka še ne bi potrebovala. Od Ljubljane smo namreč naredili le dobrih 120 km. No, ampak ker ima ta polnilnica že tako lep razgled, pa vseeno naredimo prvi test. Tako, prvi test dneva je uspešno opravljen. Polnjenje je steklo. V tem primeru gre za partnersko polnilnico HT-ja, torej Hrvaškega Telekoma, in ker gre za hitro polnilnico, avto nam namreč sporoča, da se bo vsako minuto napolnil za 4 km vožnje, lahko pričakujemo, da nas bo avto po kakšnih nakupih ali pa kakšnem drugem opravku v tem pristaniškem mestu kaj hitro pričakal polno napolnjen. Takole, drugi test pa je sledil pri enemu izmed nastanitvenih objektov v Premanturi, torej na skrajnem jugu Istre, kjer pa smo naleteli na težave. Naša kartica namreč nikakor ni hotela aktivirati tele polnilnice in polnjenje tako ni hotelo steči. Pozdravljeni, poklicali ste kontaktni center Porsche Slovenija za znamko MUN. Ja, zdaj, gospod, če je MUN Charge kartica prej normalno zdelovala, mi je čuden, zaradi tega, ker pol očitno s kartico ni nič narobe. Jaz pa nadaljavo ne morem dostopati do drugih polnilnih postaj, kakor do MUN Charge polnilnih postaj, ki so naše. Tako da jaz bi vas predstavljala, da se obrnete direktno na Hrvatski Telekom, da oni pogledajo, če polnilne postajajo kaj narobe. Dobar dan, poštovanje, Max, pri telefonu, izvolite. No, oni nam objave telefonskega pogovora niso dovolili, ampak če povzamemo, težava ni v roamingu oziroma v nedelujoči kartici, pač pa v nedelovanju tele polnilnice. In zato nedelovani pri HT-ju niso vedeli. Kar pa je pri vsem skupaj še posebej zanimivo, pa je to, da je bil zadnji električni avto na tej polnilnici napolnjen 27. februarja. In vse od takrat nihče ni javil, da ta polnilnica ne deluje. In zato še posebej apeliramo na voznike električnih avtomobilov, da javljajo podobne težave in s tem drugim prihranijo marsikatero nevšečnost. No, nam pa sedaj ne preostane nič drugega, kot da poiščemo rezervno polnilnico. Nadomestno polnilnico smo našli v 12 km oddaljenem Medulinu in na našo srečo je ta začela takoj brezhibno delovati. Je pa tako, da bi tudi na tej polnilnici lahko imeli smolo. Tukaj je že bil en električni avto, lahko bi bila dva in potem bi imeli zasedeno polnilnico. Zato je zelo pomembno, da si na telefon naložite aplikacijo, ki nam ponuja pregled nad zasilnimi izhodi. Mi tokrat uporabljamo aplikacijo MUN Charge, ki ponuja svoj pregled lokacij polnilnic recimo v okolici Pulja. Tu gre seveda za partnerske polnilnice, ampak niso pa to vse polnilnice, ki so tukaj na voljo. A mi seveda želimo, da polnimo z našim že obstoječim uporabniškim računom in kartico, ki smo jo prinesli s seboj od doma. In tako smo se odpeljali proti naslednji točki, kraju Fažana. Le nekaj korakov od pristanišča pa se nahaja tale električna polnilnica. In tudi tukaj je roaming deloval brezhibno, torej polnilnico smo brez težav aktivirali s kartico. To polnjenje nas je mimo Kopra pripeljalo nazaj do Ljubljane. In tako je naš izlet, na katerem smo v enem dnevu naredili več kot 500 električnih kilometrov, zaključen.
Roaming na Hrvaškem torej deluje, oziroma vsaj v našem primeru je deloval tako, kot mora. Zdaj pa gremo k avtomobilu. No, a veš, kaj najbolj vozniško zaznamuje športno Alpino? Sredinsko nameščen motor. Sem vedel. Ne samo to. Ko smo ga preizkušali v dežju, se je, vsaj meni, takoj zarisala ključna poteza tega športnega avtomobila. Njegova zelo nizka teža. Wow. Ko smo ravno pri teži, spoznali bomo tudi novega Megana, ki ima baterijo, ki je težka skoraj 400 kg. Alpina ima po drugi strani cel avto. Dobro tono. Dobro tono. Ključna filozofija za športne avtomobile je nizka teža in razmerje do moči in pri Alpini tudi zelo natančen volan. No, ampak ko govoriva o razporeditvi teže pri električnem avtomobilu, je tudi tam nekje na sredini. Ja, ampak kaj, ko je tako velika? So pa gumbki pri obeh zelo podobni, če ne celo identični, ampak več pa poglejte v naših testih. Starejši vozniki bodo v tej Alpini prepoznali tudi originalno športnico. Kar nekaj detajlov je namreč enakih oziroma v drugačni, modernejši interpretaciji namigujejo na originalni avto. Alpin je tako še vedno majhen avtomobil. Krasijo ga športne, a zaobljene linije in če bi z njim zapeljali na tehtnico, bi ta pokazala komaj nekaj več kot 1100 kg. Posledično tudi notranjost ne razvaja z razkošjem. No, kakor za koga? Ker školjkasti sedeži, v alkantaro oblečen volanski obroč, veliki digitalni merilniki in aluminijaste stopalke so razkošje za športnega voznika. Tisti, ki se raje razvajajo z velikimi usnjenimi sedeži, ki znajo tudi masirati, za tiste voznike tale avto pač ni. In če se vrnem k sedežem. Samo v različici S so na voljo takšni, narejeni iz ogljikovih vlaken ali nam bližjega karbona. Tehtajo pa vsega 13 kg. V notranjosti izstopajo še 4 gumbi. Največji je namenjen zagonu in izklopom motorja, z ostalimi 3 pa se upravlja z menjalnikom. Ob njem najdemo še nekaj stikal, za katere bi si v avtu, ki lahko stane tudi več kot 80 000 evrov, želeli, da jih ne bi bilo. Saj lahko plačate za avto dobrih 10 000 evrov in jih dobite v Renaultovem Clio. Ne glede na različico, je v Alpin 110 vedno 1,8 litrski turbobencinski štirivaljnik. V osnovni različici ponuja 185 kW, v različici S pa 221 kW ali, če hočete, okroglih 300 konj. Z mesta do 100 km/h Alpin 110 pospeši v nekaj malega več kot 4 sekundah. Največja hitrost pa je elektronsko omejena na 260 km/h. A ker je različica S bližje cestnemu dirkalniku kot običajnemu osebnemu avtomobilu, je na voljo še poseben aerodinamični paket AeroKit, ki za voljo karbonskih vlaken tehta vsega 3 kg. Vključuje pa sprednje krilce, dodatno ploščo pod podvozjem in tale spoiler. Če rečem, da stane več kot 5000 evrov, bo marsikdo zavil z očmi. A zaradi tega se avto pelje bistveno bolje, predvsem pa hitreje. Čeprav sem ljubitelj majhnih in hitrih avtomobilov, sam nisem več za trdo podvozje, ki na slabih podlagah ponuja prej slabo voljo kot pa užitek. A da se razumemo, brez tako čvrstega podvozja Alpin ne bi ponujala tistega, za kar je pravzaprav narejena. Za čiste dirkalne užitke in s takim avtom se brez težav lastnik zapelje tudi na dirkališče. In če kje, potem na zaprti stezi Alpin pokaže ves svoj potencial. Poleg običajnega programa Alpin 110S ponuja še športni in pa track program, takrat pa se poleg vsega omenjenega v vsem svojem razkošju izkažejo še 7-stopenjski samodejni menjalnik, trše zmeti skupaj z močnejšimi stabilizatorji
in pa predvsem večje in učinkovitejše zavore. Ja, naj bo avto še tako športen in hiter, na koncu se je z vsemi potrebno še ustaviti. In Alpine 110S to zna dobro in hitro. Pri Renaultu pravijo, da je to njihova najpomembnejša letošnja novost. V Slovenijo je namreč pripeljal električni Megane. Megane E-Tech Electric. Gre za prvega predstavnika Renaultovih električnih avtomobilov druge generacije, kar pomeni, da je na njem vse popolnoma novo. Dobro znano je le njegovo ime, ampak brez skrbi. Tisti običajen Megane, ki ga že poznate, za zdaj ostaja. Ta je le drugačen Megane. Ta Megane ima elektromotor, ki vselej poganja le prednji kolesni par. Na voljo bosta dve različici s 96 ali 160 kW moči in dve velikosti baterije. Prva ima kapaciteto 40, druga pa 60 kWh. Koncept notranjosti je popolnoma nov, najbolj opazni točki pa sta dva velika zaslona. Pri Renaultu za osrednji zaslon pravijo, da je od prejšnjega kar 7-krat hitrejši. Po novem je opremljen z Googlovimi storitvami. To za začetek na primer pomeni, da glasovni ukazi delujejo bistveno bolje, kot smo tega običajno navajeni iz avtomobilov, res pa, da se boste morali z Googlom pogovarjati po angleško. Ok, Google, sing me a song. Let's celebrate that we have the vaccine to help us bring a change to this old routine. It can help us build our immunities while taking care. Še večja vrednost Googla pa je tista reč, ki jo zna najbolje, torej zbiranje podatkov. Gre za podatki, ki nam lahko izboljšujejo delovanje asistenčnih sistemov, lahko nam pomagajo pri optimizaciji našega sloga vožnje ali pa nam preprosto predlagajo kakšno simpatično točko za postanek ob poti. Že res, da je Renault na trgu električnih vozil prisoten že več kot desetletje, ampak električni Megane je vsekakor najbolj odločen korak doslej. Bom dia smo ob prihodu na Portugalsko rekli prenovljenemu Škodi Karoku, katerega smo tukaj popeljali na prvo vožnjo. Tu ob Atlantiku namreč poteka prva predstavitev prenove tega modela, ki je bil prvič predstavljen leta 2017, takrat kot drugi Škodin SUV. No, danes pa lahko že govorimo o nepogrešljivem delu Škodine ponudbe. Žarometi Karoka zdaj serijsko svetijo v polni LED tehnologiji, no, najpomembnejše pa je, da lahko doplačate tudi za tiste pametne, matrične LED žaromete. Oblikovne spremembe so subtilne in še najbolj opazne spredaj, kjer je odprtina na maski zdaj širša in šesterokotna. We have improved aerodynamic up to 10% according to previous solutions and we are actually the best in the segment. K temu podatku pa največ prispevajo aluminijasta platišča z aerodinamičnimi vstavki, daljši zadnji usmernik zraka, trikotna elementa na zadnjem steklu in nova obloga na dnu vozila. It's one of the parts of this CO2 reduction or fuel reduction. The next one are also the technology and new power engines, and the third one is this tire rolling resistance, and we improve it and bringing the labeling A for the wheels. So, and together it brings up to 15% reduction of CO2 and fuel consumptions. And for example, on the engine 1.5 TSI, you can reach up to 16 gram reduction, and it means 0.7 liter per 100 kilometers. Ampak ostali proizvajalci se pri energetskem varčevanju pogosto odločijo tudi za uvedbo hibridne tehnologije. Pri Škodi pa so se ji tokrat izognili. It was also our decision. We said that this mild hybrid technology cost a lot of money also for the customers with additional technology, and we see more efficiency to look on the aerodynamic and also to these measures which I described. And together you can see these measures bring on this example up to 16 grams CO2, but for example mild hybrid can bring you between 6 up to 8 grams CO2, and it means that our decisions was more efficient for it. In takole po prvih kilometrih na cestah v okolici Porta lahko poročamo, da se zdi na prvo žogo poraba goriva kar ugodna.
notranjosti glavni novosti predstavljata razširjena digitalizacija ter uporaba trajnostnih materialov. Analogni merilniki so se zdaj v Karoku dokončno poslovili, v opcijskem paketu Eko pa so sedežne prevleke deloma izdelane iz tkanine, stkane iz vlaken iz recikliranih plastenk. Verjetno ste že ugotovili, da gre v primeru tega avtomobila, ki vam ga kažemo, za tako hudo našminkano različico. Gre seveda za različico Sportline, ki smo jo tukaj v okolici Porta na cesti preizkusili s tistim najmočnejšim razpoložljivim motorjem in lahko vam povemo iz prve roke, da je izkušnja kar zelo športna. Lahko bi rekli, da gre nekako za Baby RS različico. V avtomobilski industriji je s prihodom robotov začelo izginjati kar nekaj poklicev. Ampak po drugi strani pa so tisti poklici, ki so ostali v rokah, lahko rečemo v rokah človeka, bolj cenjeni. Še najbolj se jih opazi tam, kjer je tehnološki proces izdelovanja avtomobilov zelo robotiziran. Lep primer je proizvodnja v Lexusu. Na eni strani zelo visoko robotizirana in digitalizirana proizvodnja in na drugi strani mojstri, imenuje se Takumi, ki imajo izredno ostro oko in natančen dotik, ki na koncu preverijo tisto, kar roboti še dolgo ne bodo zmogli. No in to se pozna tudi pri Lexusu NX. Cesarstvo čutil. Tokrat je na sporedu tema, ki je avtomobilska, ampak hkrati sploh ni avtomobilska. Je avtomobilska zaradi tega, ker je Lexus NX nekoliko poseben priključni hibrid, namreč tudi potem, ko mu zmanjka tistega 100% električnega dosega, še vedno ostane 50% samopolnilni hibrid. Se pravi, še vedno pelje naprej kot delno električen avtomobil. Avtomobilska tema je recimo tudi v tem, da ima ta avtomobil električne kljuke, ki vas recimo iz avtomobila ne spustijo, če zaznajo, da bomo se soočili z nevarnostjo, recimo, ko bo kolesar prišel mimo. Lahko bi tudi govorili o tem, da je ta avtomobil tišji v kabini, pa bolj dinamičen v ovinkih, ampak če bi ostali samo pri teh strogo avtomobilskih temah, potem bi ta avtomobil na nek način skoraj degradirali. To je namreč tiste sorte avtomobil, ki so mu perfektnost vtisnili Takumi. In Takumi so tiste vrste inženirji, tiste vrste mojstri, ki so svojo profesionalno kariero posvetili enemu samemu izdelku, enemu samemu sestavnemu delu. Njihovo mojstrstvo recimo začutimo, ko pogledamo tale avtomobilski lak ali pa ko pogledamo avtomobilske sedeže, šivi na tem usnju so skupaj dani na enak način kot šivajo kimono. Ta se seveda ne sme strgati, ko Japonci pokleknejo k požirku sakeja. Danes je dejansko res zgodba o tem, kaj je Lexus Luxus. In Lexus Luxus bomo danes poznali tukaj v mestu diamantov. Predlagam, da napišemo razglednico iz Antwerpna. Peter is what we call a master polisher. He's known for creating designs that are off the cuff. Normal brilliant diamond has 57 facets, and Peter tries working with more or less just to see if he can make something new, create something different, and that's what he does. That's what he's known for. So Peter is a gem in Antwerp and is renowned worldwide for making these incredible pieces. He's a real artist. Pri našem prvem belgijskem Takumiju je povezava med diamanti in avtomobilom otipljiva. The Diamond Lexus is different in every way, especially with the fact that we've used actual diamonds, real diamonds on the car. Now, not the diamonds that you know, but we've used rough diamonds, like the ones I have here in my hand. So it's a mix of diamonds that are rough, diamond powder and glitter to give it that oomph effect. And the reason why this car will unfortunately never see the streets is because if sunlight directly hits this car, you're blinding everyone around you. Da se diamantni Lexus blešči, pa niso zaslužni diamanti, ampak dodane bleščice. Namreč diamantni lesk ni samoumeven. The cut represents the way the angles are on the stone. If a diamond is not cut well, what happens is the light goes into the stone but loses it and goes out of the stone. So it's very important for us that the light goes in but also reflects back out from the top and rather than the side. So cut, most important C. If you look at a diamond, that's the only real C you should be looking at. Kakovost oziroma vrednost diamantov določajo 4 C-ji. Barva, bistrost, najpomembnejši je, kot smo slišali, res, masa pa določi slovite karate.
A tu je še en nauk, ki smo se ga naučili v Antwerpnu. Here we had two stones. A lighter stone of the two, for instance, would be the diamond. Diamonds are the hardest natural material, but that doesn't necessarily mean that they're weight-wise the heaviest. 1 carat is 0.2 grams, so it's significantly lighter than most people think. So 1 carat, 0.2 grams. Na potepu po mestu diamantov smo spoznali tudi čevljarko Nathalie, ki med drugim izdeluje tudi moške čevlje za ženske in visoke pete za moške. Pa fotografinjo, ki je postala slavna v zakulisju modnega sveta. In v kulinaričnem ateljeju Paula Morela smo naredili nekaj ugrizov in nekaj požirkov. Prek njih smo brbončice zmedli s kombinacijo okusov Severnega morja in pa Japonske. Na vsa ta doživetja vam v daljši obliki ponujamo na zavihku Avtomobilnost na rtvslo.si in pa seveda tudi na YouTube kanalu Avtomobilnost. Zdaj pa je na vrsti tisto ključno vprašanje. Kaj ima to veze z Lexusom NX? Kaj ima to veze z avtomobilom? Tudi jaz sem se to vprašal in ker me poznate, veste, da sem vprašal. It has a lot to do with Lexus. We want to make luxury personal. What we see, the evolution of the expectations of, if you want, wealthy people, or it's much less these days about owning stuff. It's more and more about experiences. It's not only the trip, it's also who you meet on the way. So we believe that true luxury is really experiences. To je eden izmed avtomobilov, ki spodbudi res lepe čute, vsaj kar se vožnje tiče. In vem, da v teh lepih dneh tako avtomobilisti kot motoristi radi pobegnemo na kakšno krajšo turo. No, ampak ker si tako v čutilih, motoristi pozor. Pomlad je, naša motočutila še niso tako dobro ogreta, ne čutimo še dobro motorja, niti ceste. Zato predlagamo postopno uvajanje v sezono. No, mi se bomo uvajali, bomo kar zares. Naslednji četrtek ob isti uri na istem kanalu, vmes pa poglejte podaljšane teste in vsebine na našem YouTube kanalu Avtomobilnost in seveda na MMC-ju, se pravi rtvslo.si, poševnica Avtomobilnost. Srečno!